Pozdravljeni. Pred vami je drugi del odgovora, kako lahko interpretiramo podatke s prog Formule 1. Seveda, nadaljevanje tistega, kar sem naredil v prejšnjem prispevku, a danes gledamo, kaj se dogaja med različnimi bolidi znotraj ene in iste sezone oziroma na isti dirki. V tem drugem delu bomo seveda skušali razumeti, kako je uspelo inženirjem njihove ideje spraviti v realnost. Primerjali bomo različne bolide med seboj na eni in isti dirki. Vzeli bomo za primer veliko nagrado Belgije, Italije in Toskane. Seveda, proge, katere zahtevajo drugačno aerodinamično konfiguracijo, in videli bomo določene lastnosti bolidov, katere bodo potrdile določene teorije, ampak tudi ovrgle marsikatero govorico, katere smo prebirali na raznih virih. Seveda, na hitro bom omenil tudi lastnosti proge oziroma lastnosti aerodinamičnih paketov. Kolikor bo koga zanimalo kaj bolj podrobno, bo dobil v opisu kot ponavadi bližnjico do tistega prispevka pred določeno dirko, kjer si bo lahko ogledal in mu bo tudi razloženo v podrobnostih, kaj sem s tem mislil. A seveda, da ne bomo predolgi, pojdimo raje na prvo dirko. Veliko nagrado Belgije in proga v Spa-Francorchamps je izjemno hitra, a zahteva tudi aerodinamični oprijem. In če pogledamo to primerjavo najhitrejšega kroga Maxa Verstappena, Lewisa Hamiltona in Charlesa Leclerca, bomo lahko na prvi pogled ugotovili, da nekaj nas je že presenetilo. Namreč, nekako skladno s pričakovanji smo videli, da Ferrari je najpočasnejši v tistih ovinkih, praktično skozi ovinek nese premalo hitrosti in zato je tudi njegovo doseganje najvišje hitrosti nekako oteženo, kajti pospešiti mora bistveno bolj od konkurence. Red Bull je nekje na sredi pri vožnji skozi ovinek, medtem ko Mercedesu uspe nesti največ hitrosti skozi ovinek. A če pogledamo na koncu ravnine, lahko opazimo, da je Red Bull tisti, ki je hitrejši še od Mercedesa. In to je seveda zanimivo, kajti videli bomo v nadaljevanju, da ni odvisno od pogonskega sklopa. Zato lahko sklepamo, da ima Red Bull RB16 najbolj aerodinamično učinkovito šasijo. Namreč z manjšim zračnim uporom dosežejo tisto vrednost aerodinamičnega oprijema, da lahko ob določeni hitrosti zvozijo ovinek. Da bomo razumeli, kaj sem v bistvu s tem mislil, se moramo preseliti na dirko za veliko nagrado Italije, na progo v Monzi, kjer so karakteristike čisto nekaj drugega kot tiste, ki smo jih imeli v Belgiji. Namreč tu aerodinamični oprijem ne pride toliko do izraza. Spomnimo se, da smo videli tiste aerodinamične profile na zadnjem stabilizatorju z bistveno manjšim minimalnim kotom in bistveno stanjšane. Tu je pomembno bolj, da se nima tistega zračnega upora. In če vzamemo samo odsek od parabolike pa do prima variante, nam bo jasno, kaj se je zgodilo. Logično, Ferrari je imel najnižjo hitrost tudi na začetku parabolike in pospeševanje po štartno-ciljni ravnini je bilo zopet bistveno bolj težavno, kajti začel je izjemno nizko. Red Bull je bil tudi skozi paraboliko izjemno konkurenčen, čeprav ne tako dober kot Mercedes, in tudi to je treba poudariti, podobno kot smo videli na grafih v Belgiji. A problem je na koncu, kajti Mercedes ni imel več takega kota aerodinamičnih profilov, ni imel več takega zračnega upora, in če pogledamo pred prima variante, je Red Bulla dobesedno zmanjkalo. Vidimo na grafu hitrosti, da je ploščat v zadnjih metrih, kar pomeni, da je pogonski sklop Honda dobesedno dal vse od sebe. Medtem ko Mercedes je še imel moči. Podobno bi lahko rekli pri Ferrariju, samo ta je pospeševanje začel res preveč spodaj. Problem je bila parabolika in ne toliko ravnina.
In seveda, sedaj moramo pogledati, kaj pravijo obrati motorja z notranjim izgorevanjem, kateri je del pogonskega sklopa. In zopet bomo tu presenečeni, kajti če primerjamo prvega, drugega in tretjega, bomo opazili prvič, da Mercedes se vrti na bistveno višjih obratih, kar lahko pomeni, če to primerjamo s tistim grafom samo hitrosti, da je prestavno razmerje pri Mercedesu drugačno kot pri konkurenci. Poenostavljeno povedano, njihove prestave so krajše. Če ne drugega, tisti zadnji prenos je bistveno krajši od tistega, kar rabi na primer Red Bull in Ferrari. To bi lahko razložili samo z dvema zadevama. Prvič ta, da je pogonski sklop oziroma motor z notranjim izgorevanjem pri Mercedesu bistveno bolj vzdržljiv od konkurence, zato si lahko privošči voziti na bistveno višjem režimu. In drugič, njegova poraba je manjša. Kajti vkolikor ima manjšo porabo z omejitvami, katere imamo danes v sodobni Formuli 1, si lahko privošči višje obrate. Namreč poraba je spremo sorazmerna z številom obratov na minuti. Več obratov, ko imamo, več goriva moramo vbrizgniti noter. Mislim, da je stvar dokaj logična. A pri tem številu obratov Mercedesa bomo ugotovili še eno zanimivost, a to na zadnji dirki. Tu bi rad pokazal še neko zanimivost, kar potrjuje to teorijo, ki smo jo videli pri pogonskem sklopu Mercedes. Namreč poglejmo, kaj se dogaja tudi pri drugih ekipah. In tu se bomo osredotočili na tisti najhitrejši krog Pereza z Racing Pointom, Carlosa Sainza mlajšega z McLarenom in Daniela Ricciarda z Renaultom. Približno njihov krog je bil primerljiv. Če pogledamo graf hitrosti, ne vidimo velikih odstopanj od enega, drugega in tretjega. Seveda, nekaj desetink skozi celoten krog nas ne sme motiti. A če pogledamo število vrtljajev, ki je imel določen motor z notranjim izgorevanjem, bomo videli, da Mercedes Pereza je bil zopet bistveno nad tistim, kar je pokazal Renault Sainza in Renault Ricciarda. In to nam nekako potrjuje, da je motor z notranjim izgorevanjem pri Mercedesu bistveno drugačen, v konceptu bistveno nekaj drugega, kar vidimo pri ostali konkurenci. In na progi v Mugellu lahko dobimo marsikatero potrditev tistim teorijam, ki sem jih prikazal do sedaj. Namreč zopet imamo progo, na kateri je izjemno pomemben aerodinamični oprijem in zanimivo bo videti, kako so se obnašali Mercedes W11, Red Bull RB16 in Ferrari SF1000. In če smo pravzaprav natančni, vidimo kar nekaj zanimivih točk. Prvič je tam, da na splošno, na grobo povedano, se potrjuje tista teorija iz Belgije, a imamo kar nekaj zanimivih točk. Namreč imamo neko anomalijo, o kateri bom spregovoril kasneje, a zopet vidimo, da Red Bull zgleda tisti najbolj učinkovit. Torej, njegovo razmerje med zračnim uporom in aerodinamičnim oprijemom je najboljše, ne bom rekel blizu idealnega, ampak ne daleč stran od tega. Po drugi strani, tisto, kar vidimo pri Ferrariju, je čisto nasprotje. Imamo bistveno preveč zračnega upora z tisti aerodinamični oprijem, ki ga rabimo. Seveda, Mercedes je nekje na sredini in skozi celoten krog doseže najboljši čas. A zanimivo je nekaj drugega, ukolikor primerjamo Strolla, Pereza in Albona v njihovem najhitrejšem krogu, bomo opazili, da približno so tam. Seveda, Albon je bil malce hitrejši tako od Strolla kot od Pereza. A tu bi vašo pozornost rad usmeril na število obratov, ki jih je imel pogonski sklop oziroma motor z notranjim izgorevanjem. Vidimo, da ta število obratov pri Albonu še zdaleč ni bilo tako umirjeno kot pri Strollu in Perezu. Kar nas zopet nekako napeljuje na tisto teorijo, da je RB16 izjemno ekstremen bolid, kateri ne odpušča napak in kateri rabi sorazmerno grobo vožnjo.
In če to drži, bi moral album biti izjemno grob na stopalki za plin v primerjavi s Strollom in v primerjavi s Perezom. Pa poglejmo si, če je to res. In če pravzaprav pogledamo ta graf, vidimo, da je položaj stopalke za plin pri Aleksandru Albonu res bolj na tisto polno ali nič v primerjavi s tistim, kar vidimo pri Strollu in Perezu. Tako da lahko vidimo, da tudi ta teorija okrog Red Bulla nekako je dobila svojo potrditev. A če pustimo za trenutek pri strani Strolla, Pereza in Albona ter se koncentriramo na Verstappena, Hamiltona in Leclerca, bomo videli tam v tretjem sektorju zanimiv podatek. Namreč, če pogledamo število obratov motorja z notranjim izgorevanjem, bomo videli, da v grafu Hamiltona nekaj je bistveno različnega od tistega, kar vidimo pri Leclercu in Verstappenu. In seveda, to število obratov lahko pomeni samo nekaj, da v tistem delu proge pač Lewis Hamilton ni vozil v isti prestavi. In če pogledamo graf prestav, bomo dobili to potrditev. Kar nam zopet namiguje na tisto, kar sem pokazal že prej. Namreč, prestavna razmerja pri Lewisu Hamiltonu oziroma nasplošno pri vseh pogonskih sklopih Mercedesa še zdaleč niso enaka tistim, ki jih vidimo pri konkurenci. In to ne velja samo za tisto maksimalno število obratov, s katerimi vozijo pod določenimi režimi, temveč tudi, kako vozijo skozi ovinke. In seveda, sedaj bomo prišli do drugega presenečenja. Namreč, ukolikor primerjamo že prej omenjenega Strolla, Pereza in Albona, tudi tu vidimo, da niso vsi šli v enakih prestavah skozi isti del proge. A rad bi vas se zopet spomnil na nek del proge, katerega so analitiki pogostokrat omenjali. In to je tisti 6., 7., 8. in 9. ovinek, katerega sem že omenjal to kombinacijo v tistem prvem prispevku, kateri je začel to razpravo. No, če pogledamo zaporedje ovinkov Casanova, Savelli, Arrabbiata 1 in 2, bomo videli, da na prvih dveh Ferrari sploh ni tako počasen, kot bi lahko pričakovali. A na Arrabbiata 1 in 2 je bistveno hitrejši od konkurence. In to na delu proge, kjer je moč pogonskega sklopa bistvena, vsaj tako je moje videnje. Torej, tisti, ki trdijo, da pogonski sklop Ferrari nima moči, ki jo ima konkurenca, po mojem se tudi malenkost motijo. Oziroma, lahko so napačni tudi moji podatki. A da bomo malce zaključili tisto, kar se lahko vidi iz vsega povedanega v tej seriji dveh prispevkov, moram podati tudi mojo osebno interpretacijo. In prva je ta, da pri tovarniški ekipi Mercedes imamo pred sabo bolid W11, kateri je ekstremno dober pri vožnji skozi ovinke, kateri ima ogromno aerodinamičnega oprijema, a katerega pogonski sklop se vrti na obratih, kateri so malodane nedosegljivi svoji konkurenci. A njegova končna hitrost v primerjavi z ostalimi ni toliko superiorna, čeprav nekateri navajajo podatke, pri katerih pa mi ne vemo, kdaj so bili doseženi. Namreč najvišja končna hitrost morda ni dosežena v tistem krogu, ko je bolid postavil najboljši čas. In seveda pojdimo k Red Bullu, kjer smo videli izjemno aerodinamično učinkovitost, saj tako smo lahko interpretirali s temi razlikami, ki so vidne na različnih progah. Videli smo tudi, da pogonski sklop Honda je tista šibka točka tega projekta in kako je težko obvladovati RB16. Seveda, videli smo to na progi mnogokrat, a sedaj je bilo to razvidno tudi iz podatkov, iz grafov in na koncu Ferrari. Tista šasija, katera ima najslabše razmerje med zračnim uporom in aerodinamičnim oprijemom. A vseeno pogonski sklop SF1000 ni tako slab, kot nekateri pravijo. Seveda, če bi imel več konjskih moči, bi tiste napake šasije bile manj vidne. A mislim, da pogonski sklop Ferrari je tam, kjer je ostala konkurenca. Vsaj tako jaz vidim iz tistih podatkov, ki so dosegljivi vsem nam navdušencem Formule 1.
Seveda, za enkrat je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.